Torej, lepo pozdravljeni na prvem pootvoritvenem dogodku letošnjega Liberata. Sejem poteka pod sloganom Poučujem, prihodnost oblikujem in se vsebinsko seveda dotika poklica učitelja. Torej, tistega, ki prinaša ne le vedenje, temveč tudi vrednote. Posebno veselje mi je, da lahko na uvodu gostimo predsednika Društva slovenskih pisateljev, najbolj znanega in zagotovo najbolj nekonvencionalnega do nedavnega ravnatelja, ki sicer bolj kot slogan letošnjega sejma preosebno slogan lanskoletnega Liberata, ta je bil brez date na izidu. Dušan Berg seveda ni le glasni kritik šolskega sistema, pač pa je predvsem prvorit pisatelj, publicist, kar seveda ni nič nenavadnega, če vemo, da je diplomiral na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti, kjer si seveda nekoč sam iskal svoje učitelje, vzornike. Dušan, dobrodošel. Kako se ti spominjaš svojih učiteljev? Kje si iskal vzorce v zgodnji mladosti in potem, komu si se bil v poznejših letih? Kakšni so tvoji spomini na študij na naši fakulteti? Kako te je oblikovala? Hvala lepa za povabilo. Zelo sem ganjen, da sem lahko tukaj, da lahko govorim javno in odprto, tako naprej. Glede svojih učiteljev moram povedati, da v osnovni šoli je težko šlo, išlo v srednji šoli, v gimnaziji, tudi sem imel težav, s upravnimi izpiti sem nekako skozi prišel. Ko sem pa prišel na Filozofsko fakulteto na oddelek za primerjalno književnost, sem povedal, da je to to. Da je to tisto, kar hočem jaz. In še danes sem podložen tej stroki. In ta stroka je tisto, kar imam najrajši, kot samo literaturo. Imel sem pa nekaj izjemnih učiteljev. Najbolj sem spoštoval učitelje matematike v osnovni in v srednji šoli smo najraje. Čeprav sem bili cvek pisali. Ko sem pa sem prišel, so bili pa trije. Je bil dr. Tom Cvet, pol je bil tako govoril, Dušan Perjec pa Janko Kos. Prišel sem po nemirih, ki so bili leta 71 oziroma 70, 68, 70. Tako da prvo predavanje je bilo pravzaprav o strukturi znanosti in kako se znanost pravzaprav tvori iz tistih off skupin v neke druge, ki prihajajo potem v establishment. In to se mora zgoditi, to je naravna pot znanosti, da jo prebijajo tisti, ki so izven in potem sami postanejo neko ustanela znanost. Tako da sem še danes zelo hvaležen temu oddelku. Takrat nas ni bilo prav veliko, oziroma prevajalnice so bile polne, ne vem odkot. Moram pa povedati, da smo že imeli takrat leta 71 na mizi umetno inteligenco. Da tole, kar zdaj govorijo, je pravzaprav zame precej velika slava, neč kaj posebega. Takrat je bilo vprašanje štirih termodinamičnih zakonov, izgube energije v tem procesu komunikacije, kakšna je komunikacija v umetnosti in kakšna je komunikacija nasploh. Tako jaz o tem ne bi govoril, ampak to je bil takrat. Potem je pa Perjec privlekel nekaj pesem, je napisal na tablo in začel sprašati, kaj je ta pesem, leta 71. In potem na koncu, ko so vsi svoje pametne stvari povedali, jaz sem bil pametno tiho in jaz sem zmeraj, je povedal, da je to umetna pesem, da ni napisal pesnik, ampak da je samo pač naključne zbira angleških besed, ki jih je razporedil po vzorcu računalnik in da je z tega nastala pesem. Tako da že takrat se je vedelo, kaj to je. In vsi termodinamični zakoni in vsak kibernetika še danes stoji, to ni nič drugače. Je v osnovi enako. To sem dobil na Filozofski. Poleg tistih drugih veliko znanj, ki me lahko tudi uverajo kot pisatelja, ampak to zdaj ni pomembno. Pogovarjamo se v času, ko je medijska krajina polna prispevkov povezanih šolsko reformo, s težavami šolskega sistema, opozarjajo na pomanjkanje učiteljev, govorijo o nakopičenosti učnih načrtov, o vsestapšnem znanju učencev. Kateri so po tvojem mnenju ključni dejavniki, zaradi katerih so slovenske šole manj kakovostne, kot so bile pred leti, če sploh so?
No, jaz moram reči, da je pritoževanje, če šolstvo ena konstanta, ne. Da vse generacije govorijo, ja, ko smo mi blizu, mi smo zmali, ne, telefone se znajo, tako. Ne drži popolnoma, delno pa ne. Moram povedati tudi, da je tukaj kupene velike hipokrizije, recimo sindikatov, ki govori, da zdaj učitelji tako pa še lahko sledite. Ampak če si ti 30-35 let govoril, da si slabo plačani in da ta poklic ni zaželen, zdaj imaš rezultat. To je eno, drugo so strukturne spremembe v šolstvu tako hude in tako nenatančne, strokovno nedodelane, na horuk, na blef, na laž, na nevedenje, neznanje, da se to zdaj pač ponavlja. V resnici je pedagogika zelo stroga zadeva. Tukaj ti ne moreš spreminjati tistega, kar je v človeku dano in po čemer je on tak, kot je. Tukaj gre pa za ideološke neumnosti, ker se ljudje ne bi prepoznali take kot so, ampak so vsi enako pametni. In hočejo nadomestiti tisto, kar v človeku česar ni. In to je napaka tega šolstva. Samo mi imamo to srečo, da je pač okolje še vedno zelo naklonjeno šola. Samo ustvarja se nek vakuum med tistimi visoko izobraženimi in množico visoko izobraženih in tistimi, ki niso. In ta razlika je vedno hujša in zmanjkuje ljudi, ki bi resnično znali obrt, resnično znali tudi šolsko obrt, učiteljice danes so povedali, ne znajo. To je zelo preprosto. Pedagogike ti ne moš zreducirati na to, kar politika misli. To je bistveno premalo. Pedagogika je eno temeljih. Zdaj, z filozofskega pa tega stališča je res malo, bi rekel, podhranjena veda, ampak v resnici pa pove ogromno, če se poglobiš. To pa velja za vse vedeti. Tako da mislim, da je kriza v ogromno. V šolstvu ni dobrih rešitev, je množica rešitev, pa za nobeno nisi prepričana, je dobra, ni dobra. Ne veš točno, ampak uvedbe sprememb, ki so bile v osnovni šoli na Slovensko zadnjih 30 letih, niso bile strokovno utemeljene. Ni bilo verifikacije, kakšno je stanje in kakšno stanje želimo. Ni bilo verifikacije analize vsega, kar bi morali narediti, zato da bi šli spremenjati. Ne. So skočili direkt v vodo in so jasno kamni potopili se. Tako, ni, a veste, stroka vedno zahteva neko verifikacijo. In ta verifikacija bi se morala zgoditi na nekaterih šolah, ampak so vedno lagali. Tudi če so nekaj naredili, so rekli, ja, ampak vendar bomo mi pa tako. Tako da zdaj smo na zelo tankem ledu in tole, kar se zdaj dogaja, pač ne umre. Ampak ne veš, kako nazaj, kar. To je težko. Če se lahko dotakneta samo učnih načrtov in ocenjevanja, kritiki pogosto izpostavljajo, da so učni načrti pač preobloženi s faktografijo, pa da se otroke preveč ocenjuje na podlagi številk nekih ocen, ne pa znanja. Ti si bil vendar nekaj let tudi sam učitelj slovenščine, me zanima, kakšne so tvoje izkušnje s tem. Ni tako, kot govorijo. Absolutno ni tako. Znanje, pozitivistično znanje je predpogoj za vse ostalo znanje. Ti ne moraš, če ne znaš, ne moraš. In tukaj gre v neke, ti moraš znati za to, da lahko spremeniš. Tukaj gre pa za neke kreativnosti, pa ne vem kaj, ne larifari. Recimo, če slovenščino pogledam, jaz moram povedati, se vem, da je tukaj slavistika, pa to, kar učijo tam po osnovnih šolah, je navadno tako da v osnovni šoli ne morate drugega učiti kot normativno slovnico. To je prav, pa nič drugega, ne kaj narobe, pa kaj prav, si ga že polomil, ker ono v binarnem razmišljanju zmeri napačno spravne, sigurno. Tako da slovenščina je postala pravzaprav en predmet, ki ga noben ne mara. In to zato, ker ima, ne vem, 6044 ur jih imate v osnovni šoli, pa nič ne znajo. Pa po prvi gimnaziji pa spet prijem, kom pa rečejo, jo, to drugega letnika je to prav. Ampak v resnici je tako, da se vse generacije za nazaj pritožujejo pred temi, ki prihajajo. Tudi to je resno. Tako da, jaz sem zelo skeptičen. Treba je nazaj in reči, to in to in to je normativno znanje, ki ga moraš imeti. In tudi srednje šole bi morali reči, mi zahtevamo ta nivo matematike, zato da bo pri nas lahko delo. Ne pa bomo vse vzeli jasno, ker je ljubimnost. Tako tukaj je veliko napak.
Poleg tega, da se notranje ne definicijo in da mi ne vemo, kdo je tisti. Mi ga ne moramo najti, zato ker je vse isto. Veste, vsi so odlični, pa vsi so nadarjeni, pa vsi so brez vede, pedarija. Nadarjenih je točno to, kot je unih, ki imajo zelo hude življenjske poškodbe in so pravzaprav v zavodi. Zelo visoko nadarjenih. Veste, se je študija šla. Jih je tako od 25 do 20 let, drugo je vse skupaj, pač povprečno visoko nadarjenih. Včasih so šli testi v nadarjenosti čisto drugih poteh in so bili dosti natančni. To je bilo baterija 11 testov, nečito tudi iz psihologije in tisti testi so zelo natančno pokazali, ker je, prostite, tale pa ni za srednjo šolo. To pa ne, te morajo bo bolj srečen. Pa tako. Ampak tega ni več, mi smo vse to poredirali. In tudi te pomoči, ki jih dobivajo učenci, so lažni. To ni sporočilo, to je napačno sporočilo, tudi strokovno zelo zadač vodeno. To je za ven zmeta in narediti pravičen sistem, tudi otrok, ki jim slabo gre, zdaj je nepravičen. To tih preprečuje, da so oni nečesa zmožni, nečesa nikoli navazno. Tako, ker jaz ne bom zmožen za nestončno število stvari na svetu. Tako tudi oni. Krasno. Pogosto slišimo tudi, da so otroci v šolah preobremenjeni, ampak v bistvu neke veščine, znanja ni mogoče usvojiti brez napora. Ravno aktivno učenje pravzaprav razvija sposobnost za intelektualni napor, za premagovanje nekih obremenitev. In te sposobnosti so več kot očitno tudi stvar vzgoje. Kakšno vzgojo v šolah zagovarjaš? Šola je zelo posebna institucija in zelo podobna zaporu. Zato, ker morajo biti v določenem času vsi določenih urah, tako kot tukaj, skozi te nadzirajo, tisti s kamerami, skozi je ta panoptikom prisoten, ti ne boš pa tako. Tako da ta stvar v šolah je šola je zelo rigidna ustanova v resnici, ampak ne more drugačna biti. In zato je pač tako, samo jaz moram reči, da temeljna znanja, recimo matematika. Matematika je najbolj ideološki predmet bil v osnovni šoli po vojni. A veste, ven so zmetali vso uporabno matematiko, računovodsko matematiko, če imaš toliko kost, pa imaš toliko senat, pa toliko, so rekli, ne, to je kapitalizem, gremo ven s tem in so uvedli nekaj abstraktno matematiko, brez veze. Noben ne razumel, še učitelji. Pa so imeli matematiko, če se spomnite s krokti pa množicami, pa to so rekli, to razvija intelekt, poštevanke pa ne. In treba je znati tiste elementarne stvari, kaj če se ne. Če tega ne znaš, pač ne znaš. Če ne veš, kaj je pobiranje, ti ne moč vedeti, kaj je korenje. Pa tako. Tako da, ampak to so ven zmetali. Potem pa pričakujejo otrok, da znajo. Ne morejo znati. Pomate, v 25 letih, kar sem bil ravnatelj, niso enkrat sestavili testa za matematiko brez napake. In če bi jaz se to videl, to s študentom tukaj, pa ne rešil tega. Zato, ker so terminologijo tako spremenili. Števka pa ne, števka pa ti pejte, brez veze, neumnosti. In to so se izživljali razne znanstvenice, pa ne vem kdo. Ne gre, ne. Šola je reproduktivni sistem tiste, kar doma prineseš. In doma fotor pač reče, kako je. In tudi kot v resnici je. Tako da je tukaj veliko problemov. Problem je v tem, da ne razporeja otrok ampak so vsi odlični. Nadarjenih je pa to, da ne veš, kam stopil, da ga ne bi pohodil, v osnovni šoli. V resnici niso nadarjeni. V resnici je, a veste, jaz sem govoril s tem Jurmanom, najbolj ni več živ na tej fakulteti, psiholog, ki je delal velike matematične analize o nadarjenih. On je to točno vedel, da je nadarjenih zelo malo, da tudi te štipendije, ki so podeljene, so, veste, lažje prežvišne. Ampak to še zmeri ne, od nadarjenosti nekje drugje je skrita vsem tem, ki zdaj vodijo to šolstvo. Predvsem pa njim samim, pred njimi samim. Če te mislijo so nadarjeni, pol imamo težavo. Govoril si o šoli kot o zaporu, na nek način
Seveda, zagotovo je omejevanje, ali pa da ne rečem so neke vrste prisila, pač imanentno vsakemu vzgojnemu procesu. In je seveda tudi konstitutivno za mlado bitje. Namreč razvoj osebnosti je, kako bolj obrnemo obsojen na zativanje nekih nagonskih potencialov, v bistvu je potlačitev pogoj, da človek razvije višje potenciale, bi rekli žičkone. In zdaj nekako počas takujeva pot k avtoriteti. Skratka, posameznik naj bi v procesu vzgoje ponotranjil zapovedi pravila, ki so del kulture, v katero je pač vzgajanje vključen. In v bistvu ravno način, kako otrok privzema te družbene norme, je seveda tesno povezan z avtoriteto učitelja. Predvidevam, da ti na sintagmo učiteljeva avtoriteta gledaš kot na enačbo z večnimi znankami. Pravzaprav je najbolj tudi transfer med učiteljem in učencem. Za učitelja se seveda vedno predpostavlja, da je tisti, ki ve, nosilec vedenja, če že ne. Potem je tu njegova osebna, da ne rečemo ravna integriteta ali pa ravnanje, ampak v naslednjem koraku se pa to seveda o tej avtoriteti odločajo tudi starši, tudi širše okolje. Kaj si misliš o tem? Ja, psihologi vejo, da imamo več vrst avtoritet. Ena je ta formalna, jaz sem profesor, jaz sem, ne vem, ravnatelj, jaz sem predsednik, ne vem, to brezvezni. Otroci temu dosti radi izogibajo, razen če to nimajo doma, pa tako. Nepomembno. Pomembno je to, da učitelj predstavlja notranjo pomembno avtoriteto, da je imitator Kristus, da ga hoče otrok posnemati. In dober učitelj točno ve, kdo je tisti, ki ga lahko nasledi, kdo je nadarjen z matematiko, recimo, ali pa kdo je prizadeven tudi. To imajo, ta pedagogika živi tudi jasno, da je problematična. Ne more zdaj, ker se to lomi človeka, tam se ga pravzaprav ukalupla in se ga spreminja oziroma obrezuje se ga. Nam rekel, on raste pač kot mu je dano in je zraste in tako, ampak malo pritisnemo, da je to pa ker to moramo narediti. Če on nima prisile, če on nima frustracije, on mora imeti frustracijo. Če tega nima, pol je seveda zgubljen. In današnja starševska garnitura, ki ima otroke, tako je že precej v tej skupini, ki so imeli permisivno vzgojo. In dečki jih bolj bojo ti naši najlinčki, pa bla, bla, bla. To je težko pa tudi imena, če pomislite, kakšna stigmo jim dajejo, z nekimi napovjemi. Jaz sem zanj slišal in ga je nota moje ime, nota, fanto ime nota, ampak dobro, pokojno ime. In tako naprej. No, naslednja avtoriteta, ki nastaja, recimo, in je zanj se jo spoznal, je avtoriteta v vojski. V vojski mora vsak tisti podčastnik pravzaprav priznavati avtoriteto svojega nadrejenega. In ko on stoji tam mirno pred generali, mora on si želeti postati general. To se pravi, da mora, če vi pogledate te nacistične generale, mora si na neko palco. In tista palca je znak njegove avtoritete, generalske avtoritete. In vsak med njimi si mora želeti, da bi to palco imel. Potem postane v sistemu izjemno prodoren, pokoren in uporaben. Lahko, da ga metek prepreči, da bi bil general, to se vidi, ampak mu njega. Tako da avtoriteta je nujno potrebna za to, da se formira oseba. Ne da zdaj nobeni avtoriteta, vidite, neki razpuščene mulce potem divjajo, pa brez nobeni ne more vkrutiti, namest, da bi ga kaznoval. Tukaj kazen mora, kazen vzgojna je rekel ta v, kje že, tist. Kazen mora biti vzgojna. Ja, če kazen ni vzgojna, je nič, je mrtletiranje, ampak mora biti oduzeto, zato da ve, da ne more kar vse imeti. Da vi doživi že kako bo. Ježiti, ja, boter mesec, hvala. Rekel je, kazen mora biti, kaj če še. Vse to je res, ampak vse jih ne kazujem, ne izrekamo več kazni. Butarsko inšpekcijo za tem me sem nekaj rola, da sem rekla, veste, jaz sem priporočal, da ne uporabljate več besede kazni, ampak vzgojni ukrep. Rekel, da te nekam, ne. Mislim, kazen je kazen, kot pasta, ne. In jo mora doživeti kot neprijetno, kot
odtegnitev nečesa, zato da je pol se spremeni. Ker če imamo, ja veš, ti bomo pa ne bomo ti pa kupili za nov let, ne vem kaj, dedek Mrstinal pa nesel lokomotive, ampak ti pa nesel sam vagončke. Ma ne, mislim, to ni kazan, ne. To so neumnosti. Ne. Pa zmeri se zgovarjati na unga, na dedka Mraza, ne, ko jaz ti nam kupil nič. Ne. Tako, avtoriteta, ja, mora, ker ga formira, ne, in ga mora vzpostavljati v frustracijo. Ker če ne si nič ne želi, kaj če pol, vse ima, tako bi se pa trudil. Mislim, ima smisla, ne. In te so najlažje podrejeni tistim, ki jim ponudijo mamila. Ko se on prvič sreča s konfliktno situacijo izven družine, pa izven tega mehurčka, pa tako naprej, je on izjemno lahek plen teh ljudi, v 5 minutah ga imajo želje. Reče, veš, kaj ne tole vzam, pa so šminove kore je preurene. Pa tako naprej, dvakrat potegne pa v nebes in je konc. Tako da, pa tako naprej. Ugotovila sva že, da je očitno v slovenskih šolah po eni strani neskončno število pač otrok s posebnimi potrebami, na drugi strani ogromno nekih nadarjenih otrok. Ugotovila sva tudi, da to najbrž je nek slovenski unikum, ampak da je pač nekaj narobe z vrednotami tako naravnanega sistema. Zdaj pa se spomnim jaz, ko sva midva nekoč pila čaj, ko si tudi ravno v postopku reelekcije. Pa si mi razlagal v bistvu o uradniškem sistemu nagrajevanja učiteljev, ki so bili v bistvu pri ocenah ravnateljev kar naenkrat vsi odlični, vsi so napredovali, pa si mi potožil, da pač ravnatelj, ki bi resno ocenjeval učitelje, ne bi bil več dolgo ravnatelj. Zdaj pa mene zanima, gre za podoben princip kot pri nadarjenih otrocih, torej, a se je ta sindrom odličnosti prenesel z učencev na učitelje, ali pa obratno, ali pa je bilo prej, ali tako? Ne vem, jaz mislim, da je od zadaj ena tista sintagma, ki jo Josip Broz, nekateri se še spomnite, kaj je to bil, ki je on mi rekel, ali ipak smo nešto postigli. Mislim, karkoli so naredili, tudi te pedagogi so na tem nivoju, ne, ja, smo se naučili, da ni bilo prav, kar smo naredili. Da nimaš aparata za to, da bi ustvaril model, da bi proučeval model in potem ugotavljal, da je model tisto, kar hočeš in da potem ne. Tega ni, to ni kar nekaj, pa veš, pa ne si pa to tako, pa ne. Pa bom povedal hinavščino sindikata, nekega leta, da so uvedli angleščino v prvi razred, kot tudi takrat je bilo, so vsi pedagogi rekli, ne, počakajte, to je malo, ne, in tudi je bistveno prek malo pa neumen. Ampak ne, sindikat je rekel, ja ne, bo 200 učiteljev več, ki bojo dobili službo, angleščino bo učili pa bla, bla, bla. Vsi njemu ni bilo za to in tako naprej. Tako da tukaj je zelo, a vidite, je neskončno število rešitev, ampak nobena ni absolutno dobra, samo vemo, kjer so slabe in trenutno so slabe. Vsi ti, ki imajo posebne potrebe, bi morali biti pri pouku. Prva točka pa niso. Jih ven vlečejo tiste mulce, sopaterice, pa imajo koliko grezni pohodni puke, da je ne vem kakve. Ne, smo že pred zaporom. In on ni pri pouku, to je temeljno, to je prva. Potem ima podaljšan čas za pisanje tihe rovane. S pomočjo. Pa kako pomoč on rabi? On nima koncentracije za 20 minut, ne za uro pa pol. Vodaki, ne. Pa takšne. Oni bi morali biti pod istimi pogoji, kot so vsi ostali učenci, potem bi se pa bila razlika. In ta razlika je zelo pomembna. To ne pomeni, recimo, vse teste slabo narediš, pa tako. To je pomembno to, da te pravilno usmerjajo in da te lahko vzgajali in da boš ti skrbel za svoje življenje. Na koncu je vprašanje vsake znanosti zabijanje žeblov na njene. Pred tem je pa treba marsikaj narediti. In recimo prejšnje, ki rekel tako na posebne šole s posebnih potrebami, so bile izjemno kakovostne. Tam so otroci se naučili temeljnih znanj in so potem lahko živeli kot državljani. Zdaj pa mi na teh šolah ne naučimo temeljnih stvari. In to je greh države. Tako da jaz sem zelo skeptičen, do državljanov ta šola v resnici zelo krivična in nesramna. To je nesramno, kar se zdaj dogodi. Tudi staršem. Staršem to povedujejo, ne vem, kaj vse je. Ampak staršem bi ti moral pravzaprav biti temelj, za to, da rečeš,
No ja, pa razumeš ga, ampak glede, on po postopku, on mora to pa to narediti. Ne more zdaj on zato, ker poseben ne narediti. On mora narediti. Če pa ne zmore, pa to drugo. Ampak takrat se pa tista stopna ugotovi. In rečemo, in vsi ti državljani, veste, ki imajo to stigmo, da ga ven vlečejo, pa ne vem, kaj z njim dela tiste žeste, ker ni to nič drugega, ki je na strani inštrukcije slabe. So stigmatizirani in vzgojeni v to, nekdo mi bo vedno pomagal. Ja, pa ne bo tako. Ne bo ti pomagal. In jaz si tudi ne želim kirurga, ki bo vedno, ki bo imel zraven eno, ko bo razlagal, veš, kaj se tukaj zareč, pa tole, pa tako, ne, mislim, prezvesti. Vse imate tukaj na filozofski, z nekimi dodatnimi, motovilček sediti. Ne, nisi za to, napačno so te usmerili, krivico ti delajo, nesrečen boš, ker ne boš mogel, ti ne boš mogel nič narediti to izobrazbo. Pa tako, vse veste. Ok, nekaj. Trditi si v intervjuju za poglede pač o usposobljenosti slovenskih učiteljev rekel naslednje, zdaj te bom citirala. S fakultet večinoma prihajajo učitelji in učiteljice, ki so pridne, delovne, zauzete, ne znajo pa svoje stroke, ker so se teoretičnega, kar so se naučili, hitro pozabljajo, drugega pa ni. Ne znajo svojega meterja, obrti. Specifičnost tega poklica je, da je treba znati takoj. Nič konkretnega jih ne naučijo. Poleg tega si učitelji naivno predstavljajo, da bodo samo učili svoj predmet. To ni bilo nikoli povsem možno, danes pa je še manj. Kaj po tvojem mnenju torej definira dobrega učitelja? Dober učitelj je, tako kot sem prej rekel, je tisti, ki ustraja na svoji poti in je imitator Kristi, da reče, ne. Moji učenci bojo sledili meni in bojo naredili to, kar jaz hočem in mislim, da je to temeljno. Znam bojo temeljne stvari in ko bojo to znali, bo svet odprt. Pri nas pa tega ne naredijo in je to cela zmeda. 1000 ur gre v valoro. Pa tudi predmetnik je, tako kot prej nisem hotel, da je to vse preobremenjeno. Tudi ne rabiš, pa neko usmerjen, pa neusmerjen tok, pa ne vem, kakve poslarije. Pa slovenščina premenjena s psiholingvistiko, sociolingvistiko, pol še ostale podvede, ki so in otroci učijo neumnost. Namesto bi brali. Čisto. Tako da učitelj mora obvladati svoj metje, tako kot vsak drug. Vse, ko vi prijete v predavanje, so vse bistveni metje. Vse vi vse znate. Veste, tipična situacija v šolah je pač situacija pike Negoričke, ko tisti, ki zna, sprašuje tistega, ki ne zna. V resnici bi moral tisti, ki ne zna, sprašuje tistega, ki zna. To je obrnjena situacija. In za vas je najbolj po mojem pomembno to, da veste, kakšne materialno imate, ker če vi napačno pristopite v prostor za učenci, potem vi ne veste, kdo je not in kaj počne in kaj pričakuje in kaj bo iz tega. To je zelo slabo. To je situacija, ki je ne morete obvladati. Po bojo tam pohodniki govorili, vam bom kibernetično povedal. Mi smo imeli to kibernetiko leta 1971 in v pedagogiki obstaja ena zelo lepa študija o tem, da je razred pravzaprav črna skrinjica. Črna skrinjica pomeni to, da ti vanjo pošiljaš informacije in na drugi strani kontroliraš izhode. In kaj moraš ti narediti povratno zanko in reči, jaz moram v to črno skrinjico pošiljati take informacije, da bom na koncu dobil ven prave rezultate. Šele takrat ne veš pa, kaj se v tej črni skrinjici kuha in kdo je glavni. To še ne veš, moram narediti sociograme, ampak to je 900 strani zelo težkega dela. Tako da ta kibernetični del, ki pravzaprav definira učitelja nazaj, ki mu učenci mu povedo, kaj on počne. A je razumljivo, ni razumljivo, je to. In struktura učne ure mora biti taka, v osnovni šoli. In na koncu je preverjanje, kaj sem jaz njim dal, a so razumeli. A ste razumeli, ja, hvala Dio. To ni nič. Treba je preverjati znanje, tako kot se pač znanje preverja, se vi to veste. In pa se ugotovi, da ne znam. Pa nekaj, ne vem, kaj se teže. Sem jih tukaj gori.
Da vam ne govorim z literarnega stališča, literarno-teoretičnega stališča, in stali bedari. Kaj lahko še poveva o učiteljskem ugledu? V zadnjem času se zdi, da govorimo prej o neugledu, kot o ugledu tega poklica, kar se med drugim kaže tudi o primanjkljaju pedagoškega kadra. Vsaka stroka je kriva za svoj ugled sama. Pravniki so odgovorni za ugled pravnikov, pa če ga nimajo, je pač jasno, da so buciti. In isto je zdravniki. Zdravniki so brez ugleda zato, ker pač taki so, kjer so taki. In učitelj, ki je brez ugleda, ne more biti učitelj. Kaj če je tak učitelj, ko si rečejo, v tej pedagogiki za odrasle je to zelo nevarna situacija. Zato, ker tam te usvajajo tiste lepe mlade neuspešne srednje šolke, pa neki tako pa rečejo, kruška se jo ne zahteva, tu si malo pomižikneš, pa dobiš 2 pa greš. To je, pač, učitelj je sam odgovoren za svoj ugled. Noben drug mu ga ne more. Zakaj bi mu ga dal? Zakaj bi, recimo, povzdikoval učitelja kaj za nič? Nimaš kaj z njim. Ni to za njega. In pri 30.000 ali 35.000 učiteljih je nedvomno nekaj tisoč takih, ki morajo tako šli ven. Spet ven, ne vem, domov, to ni zadnje. In je tudi tako, da so se pustili ukviriti v neke ukvire, ki niso pravi za učitelja. Učitelj mora biti svoboden. Jaz se spomnim na gimnazijah, recimo profesor Škrihčov tam na Šupički, ki sem jaz začel, je cel let Prešern naučil. Pa noben ni ti, pa veš, kaj to ni. Noben ni. Ker je Prešerna so dejansko, pa še on, še tisti bodoči direktor Slovanske knjižnice, kaj že bil. Oni so bili poznavalci nečesa in so to dajali. In to je bilo dovolj. Kaj se je to neki temni, ne. In so učili, tudi v Poriši zelo dobro piše eni tistih 4 knjig, učili smo se ljubiti trubarja. To se pravi, da mi se moramo naučiti to, da imamo radi. Ne more, ker, če ne zna, pol ne more imeti radi. Če ne, naprimer, pol Prešerna mora znati na pamet skole, pride na slavistiko, to moramo znati. Ne pa tam nič ne zna, ko gleda kot tebe. Ali pa recimo nam bo še kaj drugih. In isto, učitelj je nosilc vedenja in so se pustili v take okvire stisniti in preverjali, ste to eksterno preverjali, pa dajte nekaj s tem. A veste, če učitelj je tisti, ki podeli tebi in reče, ti si diplomiral, ti si, jaz sem še danes ponosen na svoje profesorje. To je tako, kaj sem je violino, kako pa je prvi hodil v meni, in to je že 3 generacije naprej. A veš, on je pa učenc od Dunka, ki je bil učenc od Dunka, ki je bil učenc od Jehovija meni. To je nekaj pomeni. Pa danes reče, jaz sem se pravi užival pa v cerkovi. V cerki je bil neprepavljiv človek v resnici, ampak izjemna osebnost, literarno, teoretično, pa tudi sicer. Pa vsi so nosili ga. Je napisal tak telefonski imenik v tistih primerjalnih zgodovine, to smo morali vse znati. Pohne, da si rekel, Baldensperger, Baldensperger imaš ven. Nisi smel napake, pa tako naprej. Rad imam to fakulteto. Omenil si, da mora biti učitelj svoboden, skratka dotikava se na nek način učiteljske avtonomije, ampak ni to že po definiciji v bistvu neka skolastična prazna slama, ker pač je vse zarovano, vse je definirano. Kako se je sploh mogoče v tej predpostavki usposobiti za dobrega vzgojitelja? Recimo Platon je v dialogu Protagora ugotovil, da se tega ne da. Kaj pa meni Dušan Mejc? Ja, ampak je pa še Aristotel. Nisem, gre za drugo, ampak jaz mislim, da pri teh resnih stvarih, ki pride šolska inšpekcija, pa ravnatelj, pa neki kozli tam, kako se učitelj izogneti, jaz ironijo. Oni grejo pa malo poblišče po razredu, pa rekel, pa gore. Nauči jih, da se pritiske v resnici zbija z ironijo in humorjem, ne za neki podložničko. Ker ti to nič ne ponese, če ti kolena opogneš, si pač predavljaj. Ti moraš iti svojo, če jo veš,
učitelj mora biti tak, da reče, ma dobro, da te pete iz razreda, počini stari, ne. In tudi, veste, je vstop v razred je posebna doba. Ni tako enostavno, ne, mislim, da zdaj ti lahko odpriješ, da učitelj in njegova skupina učencev so v posebni povezavi, ki se strukturira vsako uro in ki ima nek skupen temelj. In tega ne smeš rušiti. To je njihov odnos, ki ga mi od odzune ne vidimo. In oni morajo biti pač avtonomni pri tem. Ne sme jih zdaj neka inšpektorca tam prije neke bedarije govoriti, gospa, prosim vas, jaz si sam plačko držim, ko sem 5 let. Ne bom. Tako je, avtonomija je v tem, da ja, spoštujem vse zakone, vsem naredil, ampak vse mi dopustite, da rečem, veste kaj, tole pa demo malo pomisliti, naprimer nacionalno preverjanje znanje. Veste, to je gleich šartno, pa te eseje, pa take se, pa onake se, pa to, pa kaj se sme to? Če jaz pomislim kot primerjalne na eseje, pomislim na Montaigne, pa na Montesquieuja, pa ne vem, pa na tega Camilla, pa te tipe, ne. To so eseje, to ko pa tele neki pišejo, pa to je nas nek kot učitelj ne bi niti bral. To ni samo. Morda je zdaj pravi trenutek, da dava besedo še publiki, če se je morda porodilo kakšno vprašanje, kakšno mnenje, morda pomislek. Izvolite. Ne vem, če bo špaga za malo zdolga. Je špaga, je dobro. Špaga je zmeni. Ja, če dovolite. Z Masičem, ker ste povedali, se zelo strinjam, tudi s tem poimenovanjem esej mogoče, jaz prihajam iz germanskega govornega področja, kjer je pač to preprosto spis, kar pišejo dijaki in učenci v šolah. Kot da že razmarjam, se strinjam, je pa nekaj stvari bilo izrečeni, za katere pa ne bi želela, da bi kar tako obviseli v zraku z filozofske fakultete. Med drugim, recimo tiste, ko ste povedali tako zelo pavšalno, da se pravi, naši študenti, naši diplomati, ki odhajajo iz filozofske fakultete, da so pridni, obogljivi, da pa dejansko nimajo neke substance. Mislim, da moram nekako se zavzeti, konec koncev tudi za nas vse, tukaj, ki izobražujemo učitelje, bodoče učitelje, da seveda marsikaj počnemo v tej smeri, da naši študenti, diplomati ne odhajajo zgolj obogljivi in upoštevajo neke zunanje norme smernice, ampak da vzgajamo, ne moram reči drugače, izobražujemo kritične ljudi, misleče ljudi, ki tudi sledijo sodobnim tokovom. Tudi psiholingvistike, sociolingvistike upoštevajo pripovedne vprašanje, seveda kaj bodo potem, na kakšen način bodo to predali svojim dijakom, učencem naprej, ki se zelo strinjam, ampak vendarle, tako bi rada, sem večkrat revidirala, da verjamem, da ni vse tako slabo, kot se mogoče sliši iz neke take populistične perspektive, recimo tudi ko radih malo kvantamo v kakšnih teorijah. Filozofska fakulteta je fakulteta in daje osnove, nedvomno, daje osnove za teoretična razumevanja, ki morajo biti v samem poklicu prevedena v uporabno znanje. To je ta razlika. Jasno, fakulteta, naslov diplomiran, tam pa ta, pomeni, da je človek dal skozi tok teoretičnih variant in da razume in tako naprej. Ampak, ko se pa on v razredu znajde z vedensko težavnim otrokom, bi pa moral imeti neka druga znanja. Zato gre, ne. In teh vedensko težavnih otrok je vedno več in potem pridejo tiste mame, pa ne vem, pa vse tam, pa ne vem, pritožbe, pa cele klobasarije neumnosti. Ne, jaz se strinjam, ampak to je fakulteta. In dokler je bila recimo pedagoška akademija, se je vedel, da se tam dobi praktično znanje za delo v razredu. A veste, pa je bila matematika in je bila didaktika matematike, pa je bilo ne. Tukaj pa ne, tukaj gre pa za globlja teoretična spoznanja, ki so zahtevnejša. Ampak zdaj so tudi pedagoško akademijo spremenili fakulteto. To pomeni, da je teoretično, schematično na višjem nivoju, spodrezano je pa tisto,
veste, jaz vam bom opismenjevanje povedal. Opismenjevanje je metoda, kako nekdo začne pisati, kako bere. To je zelo zatreden proces, ampak ga moraš izvesti na strogo določen način. Ne pa smo imeli pred 30 leti take neumnosti po šolah, da ti bilo slabo, ne, ki je bil še umre. No tako, ja, oprostite, ja, ampak morajo tukaj ta preskok. In ko jih mi dobimo recimo na prakso, veste, ga moraš tako, kot policaja, jaz sem delal na policijski zdravni akademiji, moraš reči, a ti si prišel k nam na prakso, a delati, prišel na to policijsko postavo, veš kaj, ti vsi zdi tam pozab, kar se učili. Tukaj je drugače. In tako se to v šoli zgodi. Ne, prav ravnaš, ne. In stvar je zacementirana. To, hvala za pozornost. Še kakšno vprašanje? Ja, mislim, da nista še pa... Pač nismo šla za trenutno najbolj bolj očitnih tematik, kar je pač dogaja v šoli, kjer je tudi moj otrok kup enega medvrstniškega nasilja, ki se obravnava, ali se tudi malo skriva, ravnatelji včasih to malo pometijo pod preprogo, ker kljub vsemu pač s tem se je težko ukvarjati, ker pol pride CSD in nekupene birokracije. Do tega vrste, ko smo delili priča, kar še lahko nekaj naredili samo. Zdaj, kaj lahko naredijo pri tem učitelji, tudi ko smo govorili o avtoriteti, kje lahko oni to postavijo, ker če se ne moti, tudi profesor Zdenko Medveš rekel, učitelji so vzeli palici in se pa najnič v zameno, ne? In kje vidite, kaj bi lahko šola kot taka naredila pri tem nasilju, a sploh ima kakve možnosti, kje bi bil vaš nasvet tem? Ima velike možnosti. Šola ima velike možnosti. Šola ima velike možnosti in tudi dolžnost. Kaj je bistvo? Bistvo je v tem, da med fanti je nasilje oblika življenja in oni potrebujejo telesne stike. Oni potrebujejo tudi ruhanje, potrebujejo to, da je malo močnejši, malo ne. Te izkušnje oni dobijo pri fuzbalu, pri športu, pa tudi na hodnikih, pa tako. Ampak to je nekaj drugega kot nasilje, ki je pa izrecno ne, tam je pa, ampak kdaj, kako to šola prepreči? Zelo preprosto. Učitelji morajo biti prisotni med učenci. To je to, skrivnost je v tem, da morajo biti na hodnikih, morajo biti na igrišču, morajo opozarjati, morajo sodelovati z otroki, se pogovarjati in tako naprej. Če oni rečejo, ne, jaz sem svoje naredila, torpico pod pazduho in grejo domov, da niti noben ne vidi, da je šla. Tukaj je en velik kic narejen. Učitelji morajo biti učenci. In recimo na srednji šoli je to drugo. Tam niso več ogroženi na tak način, so drugače. Ampak ravno tako, če učiteljev ni zraven, potem je kaos. Učitelj je odgovoren v celoti. In ko je na hodnikih ne reče ona, ja, jaz si to ne bom utikala, tu nimaš tako. Prosim, pejte, pa ni službe nekaj to. Vsako nasilje se, glede, otrok joka, tam je natikati za joka in vsi hodijo, mi pa nobeno vprašati, pa zakaj joka. A veste, to so grozljive stvari. Učitelj mora biti pač prisoten, to je njegov poklic, kaj če zdaj to, jaz sem ponoril, če kakšna vrata zaprla od zbornice. Kaj zapirati vrata? Pa so vrata odprta. Ne otroci gledajo noter. Ja, ne, sami gledajo. Pa ne ti gledajo, kaj me prija. Veste, in tukaj je napaka sindikata in ministrstva v dolgi seriji neumnih odločitev. Najbolj neumna odločitev je vseh je pa bila seveda Slavko Gaber, Kesi, ne, ja. On je pa izdal knjižco o pravicah učencev, brez odgovornosti. Veste, v šoli mora vsak odigrati svojo vlogo. Spravo ravnatelj bi moral biti Hrvati, pa gospod, ne, hišnik je v onih delovnih ali športnik, tako pa superge, pa trenerko, pa malo tam bolj manjša varianta in pa tako naprej. Učiteljice prvega razreda morajo biti natančni, pa težke. Tako, to vsak svojo vlogo odigra. Tukaj pa, če pa noben se ne, veste, kaj je tudi, recimo, jaz takoj povem, struktura prihoda v šolo. Če imajo učitelji svoj vhod v šolo, je narobe. Učitelji morajo hoditi v šolo, tako vsi ostali, da vidijo svoje učence. In zjutraj je to dober dan.
Ampak ne, gospe tam ne pa tako naprej. Dajte, edina varianta je verjetno na šoli je to, da so učitelji prisotni v cel dan. Tam, ne neki grem domov pa nekaj. Tako, in birokratsko gledano, administrativno, tehnično tako naprej je bilo narejen ogromno napak. In teh napak ne boš zbrisal. Še na hitro povem, zato, ker ima vsak učitelj, vsak zaposleni na svetu ima svojo notranjo pogodbo z delodajalcem. In on reče, ja, dokler imam počitnice, bom jaz učiteljca, če pa ne bom imela počitnic, pa če ne bom mogla iti nobenih domov na kosilo možno kuhati, pa jaz nisem zadovoljna s to službo. To je to. In če mi vi vzamete, pa ste zim vzameš sam parkirni prostor, pa to kaj že? Ja, točno ponovijo. Ne smeš jim nič vzeti, ker je to njihov dogovor. Ja, reče, zakaj pa prihajate za to šolo? Ja, bliz je. A to je namen. Pa je nekaj. Pa rečeš, oprostite, kako ste pa prišli na šolo? Pravna, ja, po cesti. Ja, v redu. Reče, kaj vi mene sprašujete? Ja, imate parkirni prostor. Pa je, pa ne mogoče. Mislim, ne bom te vzel. Pa reče, kaj bi vi mene vprašali? Ona reče, ja, kakšni so pa otroci na tej šoli? Ja, kakšni pa so ura na umla, ne? Mislim, beš ven z moja šole, to ne vzamem. Ne vzamem, ker nima smisla. A veste, ta pogodba notranja mora biti tista pedagoška, mora biti, jaz bom učila, jaz bom nekaj dosegla, jaz bom z njimi, jaz verjamem vanje, jaz jih imam rada, ampak sem stroga. To je njihov posel, ne pa da čim, a imamo parking, a nima pa parkinga, ja, to pa ne mogoče. Te ne vidim. Tako, veste, se pravi, nasilje se zmanjša, ko so učitelji med otroki in to je od njih treba zahtevati. Dežurstva, vse mora, to mora vse tam biti, pazniki. No, to, se malo poketi. Izvolite. Jaz moram tja. Jaz bi vam najprej čestitala za pogum, da takole po ženskah odrihate ravno na filozofski fakulteti. In mogoče še fino, da ni tukaj naših študent z filozofije pa z sociologije. Ampak pustimo to ob strani. Jaz sem na srečo, imam že odrasle otroke, pa so imeli zelo odgovorne učitelje, ki jim ni bilo problem prevzeti odgovornost in kdaj tudi kaj zahtevati, kar mogoče ni bilo opisano. Ampak v bistvu bi vas povprašala nekaj drugega. Ali glede na to, ko ste govorili o tok petkah, pa o vsem tem sistemu, ki potem na eni strani jih spuščal ven s posebnimi statusom, s posebnimi potrebami, pa tudi dobrimi ocenami, pa na drugi strani kot nadarjene, pa tudi z dobrimi ocenami, ali mogoče ni prišel čas, da bi pa mi te ocene ukinili in bi se posvetili znanju. Kako bi pa lahko na ta način mogoče sistem spremenili? Ne vem, mi smo to že probali, ne? Prvi, drugi razred je brez ocene. In ko pridejo pol v tretji razred, so starši šokirani, ker cvek dan pa ne. Reče pa kako, zdaj pa vse v redu. Ne, mi imamo v glavi številčni sistem, vrednotenje, a veste, vrednotenje je tudi v družbi številčni sistem, koliko denarja dobiš, to so številke. To ni, mi nimamo nadomestila za to. Meter, a veste, to po filozofija, po Aristotelu, po Platonu merjenje, tehtanje in računanje. Mi moramo imeti orodja, s katerimi mi kvantificiramo. In to so pač številke. Vse je bilo, recimo so uničili glasbeni pouk, pol so uničili tehnični pouk, pol so uničili športno vzgojo in tako naprej, s tem, ker so šli v opisne ocene. Ampak vi pogledajte, jaz vam pokažem opisne ocene v prvem razredu. Copy-paste. Vse to nič ne pove, to je brez veze. Ampak če pa imaš ti ena, se pa ve, to se pa točno ve. To je pa obvlada zadovoljstvo, pa malo pol, pa malo pa kaj. Nič ne. No to, jaz zagovarjam zelo stroge ocene.
zelo, mislim, to mora biti odraz. In tudi on ima mersko lestvico, vse od učitelja se zahteva, da pri tihi vaji, veste, zelo natančno definira vrednosti, sistem vrednosti, kako bo ocenjeval. Za to nalogo to, za to nalogo to. In ko jim oni naredijo te naloge, vam povem, da je vse narobe. Zato, ker so učiteljci tečni in rečejo, ja, tukaj pa ni prav in zato nimaš 5. Veste, testi morajo biti sestavljeni tako, da diferencirajo tudi na vzgor. In recimo ti veš, kdo so dobri takrat, kadar je recimo za 80%. To je že 5. Na vzgor pa pol. Ampak na vrh pa dobiš tiste, ki imajo 90-95 vsotov. Tam je pa druga, tam pa ni 5, tam je pa nekaj drugega. Tako da, lejte, to so zelo zapleteni mehanizmi in mi se jim ne bomo povedali. Kaj če me zdaj? Se ste vi tudi plačani z denarjem? To je res, ampak jaz sem mnenja, da bi mogoče pa morali te stvari malo spremeniti, zato ker slovenska družba je že od majhnega nas vrednotijo, ko se rodimo, dobimo Apgar test. Apgar test. Apgar. Dojenčko zmerijo Apgar, koliko je sposoben za preživetje številke. Ampak kljub temu potem jih večina preživi in grejo naprej in so vseeno sposobni za življenje. In tudi, da bi mogoče pa gledali na kvaliteto, ne tudi na kvantiteto, kot neko uporabniško izkušnjo, ki mogoče ne bi tudi frustrirala teh generacij. Pa mora jih frustrirati. Ja. Pa mora jih, pa kaj smo? Dobro, hvala lepa. Mi s srečnimi ljudmi nimamo kaj početi, veste, kakšen je bil samopravni socializem. Na filozofski smo eni zelo srečni. Upravičeno. Dobar dan, zdravljen, Simona Drobnič. Jaz sem že prej hotla roko dvigati, ko ste rekel, če se smem sam prisesti, da imate radi to fakulteto pa zaploskati. Tako da, mogoče bi pa zdaj, ker se mi zdi to pomembno. Ker tudi jaz sem tukaj diplomirala in sem tudi jaz smeri tega vašega kova izvorno in pri vzgoji se mi zdi na osnovni šoli to izrednega pomena, da naučiš vzljubiti nekaj in hvala lepa, ko ste to rekli, tudi jaz imam zelo rada to fakulteto. Hvala lepa, sam menimo, da ste roko dvignili in da ste vprašali, oprostite, jaz sem usedla. Ni treba, ne. Kaj ste? Nisem slišala. Ja, rekli ste, se bom usedla tukaj, kot češ, dovolite, povsedite se zaradi mene. Prav, pa ne dvigujte roke. Ne, bom takoj. Ne, moram, ker drugače pozabim. Tako da jaz sem še iz tistih časov, vam bom zdaj replicirala, ker sem mogoče malo zadržan tip človeka, ampak to ne pomeni, da veliko ne ve, da ne vem veliko. Sem pa iz tistih časov, ko smo ostali, ko je prišel profesor ali učitelj v razred in meni je bilo to všeč. Jaz sem imela to rada, ne? Sem pa tudi zadnje leto na osnovni šoli ravno to delala, kar ste vi zdaj takole pokritizirali, recimo na način, ne da bi moje delo kritizirali, ampak sistema in se vam dam popolnoma prav, jaz sem pomagala dodatno učno vsem tem otrokom, ki so ranljivejši. In 100% se strinjam, da vse, kar ste povedali, tudi v praksi drži. In da sem jim morala imeti zelo močno osebnost, da so me spoštovali. Ker jaz nisem bila kot pedagog, ampak sem bila, da rečem, podpora. Tako da potem bi pa imela, bila sem na osnovni šoli Vite Pregelc, imam zelo lepo izkušnjo, tudi dobila sem nazaj lepa sporočila, je pa tako, to, ko ste rekli, da je treba iti nazaj v sistemu, da moramo iti nazaj, do korenina. Jaz vas tukaj razumem, ker sem komparativistka, lahko široko gledam vse te smeri, znanja, ampak tukaj bi samo mogoče malo prišla vam nasproti,
žal tudi duhovna zgodovina tako uči, nazaj ne moremo iti. Jaz vem, kaj ste vi hoteli povedati, da je tisto bolj pravilno, ko je bilo prej. To ste želeli povedati, tako da to se tudi jaz strinjam, ampak mi ne moremo žal nazaj iti. Tudi mislim, da filozofija ne bi se tako strinjali z mano. Tako da morda ne kakorkoli, ampak to je moje gledanje. Tako da to sem želela povedati, se pa 100% strinjam. Torej, na šolah je kaotično in ni prav. In ni prav in mislim, da manjka ta standard. Da ste vi govorili o standardu, ki je tukaj šel pri nas nekam, se vmes je nekam spovzel. Tako da verjetno, ne vem, ponavadi je bilo tako, da je močne evropske države, pa da se noben ne zameri, mogoče, ne vem, nimam toliko znanja, ampak iz zgodovine močnejše države, bom tako rekla, upam, da še držijo ta standard. Ne, v redu, tukaj bom jaz zaključila, ker bom dala še komu drugemu besedo in še enkrat lepa hvala. Zelo pomembno, pri vzgoji je ljubezen do tistega, kar ti delaš, in to je potem tudi, se pravi, ta spoštovanje, je pri meni, pri šoli ostalo najpomembnejše, da smo vsi ostali, ko je prišla učiteljica v 4. razredu, in je za nas je bil to zelo pomembna stvar, dogodek doživljanja. Torej, kot literatka, da rečem, tudi sama nekaj ustvarjam, se mi zdi to zelo pomembno, in je del stroke in je zato tudi pravilno, ker je to tudi dokazano, tukaj vam dam prav, vaš začetek ste lepo povedali. Še enkrat lepa hvala. Lepa hvala tudi za tole mnenje. Hvala, ste mi pomagali. Dušan Českina me je zelo odveden za ta pogovor, se počasi izteka. Iskrena hvala za vse misli, ki si jih delil z nami, pa ti želim vse dobro še naprej. Še bom. Hvala lepa. Hvala lepa.